Poslovilna zabava gospe Gazele. V Pepini skupini je čas za odhod. Otroci, naslednji teden ne bomo imeli igralne urice, Zakaj, gospa Gazela? ker odhajam proč. Adijo, otroci. Adijo, gospa Gazela. Pepa in Jure sta se vrnila z igralne urice. Mami, ne bo več igralnih uric. Ne bo igralnih uric? Gospa Gazela bo odšla proč. Najbrž je res učila že zelo dolgo. Gospa Gazela je učila vse mamice in očke, ko so bili otroci. Gospa Gazela me je naučila vse, kar vem. Kdo zna šteti do 3? 1, 2, 3. Če dobro pomislim, mora biti gospa Gazela že zelo stara. Zato se je najbrž odločila, da bo nehala poučevati. Že vem. Gospe Gazeli moramo pripraviti poslovilno zabavo. To bo zabavno. Danes je poslovilna zabava gospe Gazele. Vsi so prišli pomagati. Primož, ti ostani zunaj, zato da nas boš opozoril, ko bo prišla gospa Gazela. Zakaj? Nočemo, da bi nas gospa Gazela zasačila, kako pripravljamo zabavo. Potem to ne bi bilo več presenečenje. No, prav. Upam, da smo vse povabili. Kaj pa stari prijatelji gospe Gazele? A ni nekoč igrala v ansamblu? Ja, točno. Igrala je kitaro pri Rock Gazelcah. Halo, Rock Gazelce. Halo, gospa Gazela zapušča igralne urice. Gitka odhaja. Žalostno. Imeli bomo zabavo. Zabavo? Krasno, prišli bova. Dobro, vsi bodo prišli. No, zdaj pa pripravimo prigrizke. To je kuhinja igralne skupine. Vsi pomagajo pripravljati hrano. Slončica Sonja in volčica Vida krasita kolačke. Jaz jih bom oblila. Jaz jih bom potresla sladkorjem. Pepa in Jure pripravljata žele. Želi se maje. Maje. Poni Primož stoji zunaj na straži. Prihaja gospa Gazela. Gospa Gazela prihaja. Nismo še na red. Zadržijo. No, prav. Živijo, Primož. Ti si pa zgoden. Ja, ne hodite noter. Zakaj ne? Ali ni danes lep dan, kaj ne? Ja, Primož. Grem lahko zdaj noter? Ne, protizakonito je. Ja, kaj pa govoriš, Primož? Pripravljeni? Zdaj lahko vstopite. Presenečenje! Ker je res dobra oseba, ker je res dobra oseba, ker je res dobra oseba. In to trdimo vsi. Hurra! To je darilo za vas. Starinska ura. Iz čiste plastike je. Hvala. Ampak zakaj ste mi pripravili zabavo? Vsi smo se vam hoteli zahvaliti, ker ste bili najboljša učiteljica na vsem svetu. Zato smo vam pripravili poslovilno zabavo. Ker odhajate od nas za vedno. Saj ne odhajam za vedno. Ampak saj ste rekli, da ne bo več igralnih uric. O, Pepa, rekla sem le, da jih naslednji teden ne bo, na dopust bom šla. Učila bom še veliko let. Kdo drug bi vas lahko še učil? Nihče! Zelo vesela sem, da gospa Gazela ne bo odšla. Ja, in ne morem si misliti boljšega razloga za zabavo. In vsaka zabava potrebuje glasbo. Rock Gazelce. Živijo, Gitka, ali še imaš svojo kitaro? Seveda. Dajmo, zaigrajmo. Izgubljeni ključi. Pepa in njena družina so na čudovitem izletu v planinah. Čas je, da gremo domov. Nazaj k avtu. Hvala, da ste obiskali našo razgledno točko. Kmalu spet nasvidenje. Kuč. Ne, Jure. Ne smeš se igrati z avtomobilskimi ključi, lahko jih izgubiš. Ti se igraš z avtomobilskimi ključi, oči. Jaz sem odrasel,
Jaz jih že ne bom izgubil. Ojoj, oči v pujsu so ključi padli v kanal. Tako, pojdimo domov. Mislim, da bo najbrž bolj težko. Zakaj? Očiju so avtomobilski ključi padli v kanal. Oči pujs. Brez skrbi, ključe bom iz kanala potegnil s palico. Hurra! Kanal je globji, kot sem mislil. Palica ni dovolj dolga, da bi dosegla ključe. Potrebujemo ribiško palico. Potem lahko ključe ujamemo na trnek. Mogoče jih prodaja gospodična Zajec. Imate ribiške palice? Pravzaprav jih imamo. Ne vem zakaj. V planinah ne najdeš rib. Saj ne bomo lovili rib, lovili bomo ključe. Očiju so avtomobilski ključi padli v kanal. Ne boste jih dobili nazaj. Kanal je zelo globok. Zakaj pa so kanali? Po kanalih deževnica odteče do morja. Ribiška vrv ni dovolj dolga, da bi dosegla ključe. Marička, kako globok je ta kanal? Ugotovimo lahko tako, da vržemo kamen. Pametno, gospodična Zajec. Štejemo lahko, kako dolgo bo trajalo, da bo dosegel dno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Res je globok. Sem rekla. Kaj bomo pa zdaj? Prišli so gospod Bik in prijatelji. Kopac, seljav. Jure ima rad kopače in žerjave. Pozdravljeni! Živjo, gospod Bik! Dobrodošli na planinski razgledni točki. Ste prišli kaj popraviti? Ne, danes imamo prosto. Prišli smo uživati na razgledno točko. Zelo daleč se vidi, šef. Ja, zelo lepo je. Gospod Bik, si lahko za hip sposodimo vaš žerjav? Zakaj? Očiju so avtomobilski ključi padli v kanal. Nič ne govori. Tako jih bom spravil ven. Gospod Nosorog, žerjav, prosim. Umaknite se. Spusti ga. Kakšna sreča, da je prišel mimo gospod Bik. Ja, zdaj bomo končno dobili svoje ključe. Samo tako globoko seže, šef. Šef je gospod Bik. Ste našli naše ključe? Ne. Žerjav ni dovolj dolg. Kaj bomo pa zdaj? Malenkost. Razkopali bomo cesto. Gospod Bik razkopava razgledno točko. Stoj! Kaj se dogaja? Prišli smo na razgledno točko. Ja, pravkar jo razkopavajo. Ne bo dolgo. Očiju so avtomobilski ključi padli v kanal. Čakaj, čakaj. To so ključi. Imamo jih. Izvolite. Hvala, gospod Bik. Malenkost. Kam je izginila razgledna točka? Planinska razgledna točka je zdaj velika luknja. Zdaj je jama. Dobrodošli na jamski razgledni točki. Vse zaradi mojega očija. In gospoda Bika. Ja, odlično kopljem jame. Gospod Bik rad koplje jame. Vsi radi kopljejo jame. Igra za deževni dan. Dežuje. Pepa in Jure morata ostati v hiši. Ne maram deževnih dni. Jaz imam rad deževne dni, ker so takrat blatne luže za skakanje. Lahko zdaj skačemo po blatnih lužah? Pepa, počakati moramo, da bo nehalo deževati. Kdaj pa bo nehalo? Poslušajmo vremensko napoved. To je vremenska napoved. Ves dan bo deževalo. Že vem. Lahko se igramo igro za deževni dan. Kaj je igra za deževni dan? Pokazal vama bom. Če vzamem gumijasto račko in jo skrijem nekam, kjer jo lahko vidita, mislite, da jo boste našla? Oči, če jo lahko vidiva, potem je sploh nisi skril. No, poglejta. Račko bom dal semle, no,
Povejte mi, kje je. Tam, Tako je. to je prelahko, oči. Ne bo vedno tako lahko, Pepa. Kdo bo prvi poskusil? Ker je ta igra tako lahka, naj prvi poskusi Jure. No, prav. Počakajte tukaj. Oči Pujs bo gumijasto račko dal nekam, kjer jo bo Jure lahko našel. Račka je nekje v tvoji sobi. Jure išče gumijasto račko. A je ni tako lahko najti? Jure, se jo vidiš. Samo dobro moraš pogledati. Jure s svojimi očmi išče gumijasto račko. Vedno bolj toplo je, hladneje, spet toplo. Jure je našel gumijasto račko. Hurra! Takoj sem jo opazila. Ta igra je prelahka. No prav, na vrsti je Pepa. Tokrat bom račko skrila jaz. Mami Pujsa bo račko skrila nekam, da jo bo Pepa poiskala. Jaz jo bom takoj opazila. Sem že. Gumijasta račka je tukaj nekje v kuhinji. Prišla sem, da te najdem, gumijasta račka. Saj že vem, kje si. V koritu si. O, Gumijaste račke ni v koritu. že vem. Račka se skriva pod mizo. Gumijaste račke ni pod mizo. Namigni mi. Prosim. Sedi ob nečem, kar je tudi rumeno. Nekaj rumenega, kar je doma v kuhinji. Banane! Tukaj si. Pepa je našla gumijasto račko. Bila je v skledi s sadjem. Hurra! Bravo! Še se hočem igrati igro za deževni dan. No, prav. Tokrat jo boste iskala oba z Juretom. Oči Pujs bo račko nekam postavil in Pepa in Jure jo bosta iskala. Pripravljen? V dnevni sobi sem. Ali je na kavču? Ne, Ali je na televiziji? ne. Račke ni nikjer. Bi rada namig? Sedi na nečem precej velikem in precej modrem. In zelo čednem. Oči, na tvoji glavi je. To je najboljše skrivališče vseh časov. O, nehalo je deževati. O, bi se igrali zunaj. Ampak še bi se rada igrala igro za deževni dan. Mislim, da ti bo igra za deževni dan na prostem še bolj všeč. Kakšna pa je ta igra? Namigni mi malo. Poiskati moramo blatno lužo. Našla sem jo. Je to že igra? Pri tej igri ne gre samo za iskanje, Pepa. Kaj pa narediš z blatno lužo? Skačem po njej. Skačemo gor in dol po blatnih lužah. Rada imam igre za deževni dan. Še posebej tisto, ko skačeš gor in dol po blatnih lužah. Pepin in Juretov vrt. Oči Pujs sedi na svojem najljubšem prostorčku na soncu. Kako krasen dan, da nič ne delaš. Oči Pujs rad nič ne dela. Bi lahko bilo še boljše. Že vem, skodelica čaja. Dedi Pujs je prišel obiskat Pepo in Jureta. Dedi Pujs. Živijo Pepa in Jure. Dobila bosta čisto svoj cvetlični vrt. O, vrt za naju z Juretom. Za vsakega sem prinesel zavojček cvetličnih semen. Torej, potrebujemo lep sončen prostorček, da posejemo semena. Takole. Dedi Pujs dela Pepin in Juretov vrt. O, Vroč čaj za delavce. Hvala, oči Pujs. kaj pa se dogaja? Naredili bomo cvetlični vrt. Ali potrebujemo cvetlični vrt? Ja. Ampak tukaj sedim v svojem stolu. Obstajajo pomembnejše stvari od stolov, oči Pujs. Ampak tukaj vedno preberem svoj časopis. Obstajajo pomembnejše stvari od časopisov, oči Pujs. Ja, na primer rože. Glej, oči. Pepa ima veliko cvetličnih semen. Jure ima samo eno cvetlično seme.
Ampak to seme je veliko. Nam prineseš malo vode, oči Pujs? No, prav. Semena za rast potrebujejo vodo. Zelo žejna postanejo. Drobne ptičke so prišle na obisk. Ptičke ti ne smejo pojesti semen, Pepa. Šec, šec, odletite ptičke! Prinesel sem vodo. Oči je prestrašil drobne ptičke. Oči Pujs je videti kot strašilo. Pepa, Jure, kopanje. Kaj pa, če se ptičke vrnejo? Ne skrbi, Pepa. Poskrbel bom, da ptice ne bodo pozobale semen. Hvala, oči. Srečno, oči Pujs. Nasvidenje jutri. Adijo. Prijetno je. Oči, ti bi moral biti strašilo. Kaj? Šec, poredne ptice. No, ostani tam, dokler ptičke ne grejo spat. No, prav, Pepa. Vse ptičke so šle spat. Zdaj gre oči Pujs lahko noter. Jutro je. Jure, pojdiva pogledat najin cvetlični vrt. Rastlinice. Dobro jutro. Vajne rastline so začele rasti. Kmalu bodo tudi zacvetele. Polžek je prišel na obisk. Ojoj, polži radi jejo liste. Dedi Pujs, lahko odneseš Barbaro na svoj vrt? No, prav. Bom jaz poskrbel za Barbaro. En teden kasneje je. Pepa, Jure, pridita pogledat. Moje rožice. Zelo so ljubke. Poglejta Juretovo rastlino. To je fižolovo steblo. In zraslo je visoko gor, čisto do velikanovega gradu. Ne, Pepa, ampak je pa res precej visoko. Juretova roža je višja od naše hiše. Jure je vzgojil sončnico. Bravo, Jure. Rada imam najin cvetlični vrt. Zdaj pa vama naredimo zelenjavni vrtiček. Ampak tukaj sedim na svojem stolu. Obstajajo pomembnejše stvari, kot so stoli, oči Pujs. Naprimer paradižnik, korenje in krompirček. Rad imam dober krompirček. Oči Pujs ima zelo rad krompir. Vsi imajo radi krompir. Hrupna noč. Pepa in njena družina bodo prespali pri Pepini sestrični Katki. Pozdravljeni! Živjo! Najbrž ste po dolgem potovanju utrujeni. Ja, lepo bi bilo, da bi šli kmalu spat. Najprej bomo dali spat dojenčka Aleksandra. To je Aleksandrova soba. Aleksandr ima rad hrup, hrup ga uspava. V naši hiši imamo radi hrup. Mi smo hrupna družina. Pepa, Jure, nocoj bosta spala v moji sobi. O, fino! Pepa in Jure se veselita, da bosta spala v sobi sestrične Katke. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Vsi ležijo v svojih posteljah in spijo. Dojenček Aleksandr je buden. Pepa in Jure sta budna. Kaj je ta hrup? To je naš sesalnik. Zakaj pa sesate po noči? Saj vas ne motimo, kaj ne? Kaj? Ne. Ugotovili smo, da Aleksandra najhitreje uspavamo s hrupom. Rad ima hrup. Mi smo hrupna družina. Vsi so spet v svojih posteljah in spijo. Dojenček Aleksandr je buden. Zakaj teta Pujsa igra na trobento? Da bi
uspavala Aleksandra. Čim več hrupa, tem bolje bo. Ga lahko uspava še na kakšen drug način, brez hrupa. S hrupom se najbolj obnese. Ko je bil Jure še dojenček, smo ga dali kar v voziček in ga vozili okrog hiše. To ga je vedno uspavalo. Nenavadno. Čisto brez hrupa? Tako je. Kolikokrat je bilo treba okoli hiše? 3-krat. 50-krat. Oči Pujs vozi dojenčka Aleksandra okrog hiše. 50-krat. Dobro. Dojenček Aleksander je zaspal. Me zdaj spustite noter. Samo alarm bom izključila. Zdaj ga bom spet vključila. Pepa, kaj delaš po konci? Ne morem spati, oči. Noč je zelo hrupna. No, prav, Pepa, pojdiva nazaj v posteljo. No, v kateri sobi pa ti spiš? Stoj, oči. To je soba dojenčka Aleksandra. Luč je zbudila dojenčka Aleksandra. Nič hudega, prinesel sem sesalnik. Jaz pa trobento. Stojta. Spomnila sem se, kako smo še potiho uspavali Jureta. Ja, okrog smo ga vozili z avtom. Jaz grem prižgat motor. Ne pozabi na alarm. Oči Pujs je sprožil glasni hišni alarm. Hrupna hiša je zbudila vse sosede. Priletela je gospodična Zajec v svojem helikopterju. Ste vsi v redu tam spodaj? Slišala sem alarm. Ja, hvala. No, prav. Pozdravljeni. Zaradi vsega tega hrupa je dojenček Aleksander zaspal. Zdaj pa res trdno spi. Zaradi mojega hrupnega očija. Bravo, oči Pujs. Večkrat bi moral priti na obisk. Park dinozavrov Didija Zajca. Lisjak Luka ima danes rojstni dan in vsi otroci odhajajo na veliko pustolovščino. Kam pa se peljemo za tvoj rojstni dan, Luka? Kaj pa vem, ampak komaj čakam, da pridemo tja. Prišli smo. Dobrodošli v parku dinozavrov Didija Zajca. Zavej. Jure ima rad dinozavre. A tukaj živijo pravi dinozavri? Ne, saj niso pravi. Pravi dinozavri so izumrli pred 65 milijoni let. Stanko veliko ve o dinozavrih. On je bistra buča. Pri nas imamo še boljše dinozavre, kot so pravi. Imamo pojoče dinozavre. Dinozavri smo, dinozavri smo, dinozavri smo. Mi dinozavri smo, vsi zaljubimo. Nekaj majhni so. Ja, dinozavri naj bi bili veliki. Ja, imamo velikega dinozavra, pravega velikana. Bi ga radi spoznali? Ja, prosim. To so njegove stopinje. Samo slediti jim moramo. Te stopinje so videti čisto prave. Si prepričan, da tukaj ni živih dinozavrov, dedi Zajec? Prepričan, oči Pujs. Vsi čez te skale. In čez most. Skozi votlino. Stopinj ni več. Glejte, tam so zelene stopnice. Velika drzalnica. To je velik dinozaver. Ja, to je moja velikanska, ogromna dinozavrska drsalnica.
Res velik dinozaver. To je brontozaver. Pravzaprav je pravo ime apatozaver. Ti si pa brihtna buča, kaj ne? Ja. Tako, moji raziskovalci. Ste pripravljeni za naslednjo dogodivščino? Poiskati moramo jajce. Jajce. Ampak jajca so majhna. Lahko je kjerkoli. Jaz ga bom našel. Lisjaki radi iščemo jajca. Lisjak Luka zelo dobro voha. O, kakšno jajce! Ogromno je. Zakaj je jajce tako veliko? To je dinozavrsko jajce. Je pravo? Ne, še boljše kot pravo. Umetno je. Poglejte. Vse najboljše, vse najboljše, vse najboljše, vse najboljše za te. Torta pa ni umetna, kaj ne, dedi zajec? Ne, torta je čisto prava in zelo slastna. Kdo bo kos? Yes. Najprej slavljenec. Izvoli, Luka. Vse najboljše, Luka! Čas je za malo pesmi in ples. Pozor, posnemajte me. Daj, dinozaver to zna, javi zdaj, dinozaver to zna. Top, 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 zato pa taj kot dinozaver, top, To je moj najboljši rojstni dan vseh časov. Nova hiša. Oči Pujs ima v svoji delovni sobi veliko dela. Kaj pa zdaj delaš, oči? Veš kaj, novo hišo bom zgradil. Zelo majhna je. Je to hiša za palčke in vile? Ne, to je maketa. Prava hiša bo pa veliko večja. In to je načrt, kaj je treba zgraditi. Mislim, da nekaj manjka, oči. Tako. Pepa je na dvorišču hiše narisala gugalnico. Odlično. Bi rada obiskala novo hišo? Ja, prosim. Oči Pujs bo Pepi in Juretu pokazal hišo, ki jo gradi. Prišli smo. Ampak, oči, tu ni ničesar. Seveda, saj se gradbena dela sploh še niso začela. Bage, huška bage. Prišli so gospod Pik in njegovi prijatelji. Gospod Pik je prišel zgraditi novo hišo. A je ne boš ti zgradil, oči? Jaz sem naredil najtežje. Gospod Pik se mora le držati mojih navodil. Živijo, gospod Pujs. Kaj bomo danes? Parkirišče, plavalni bazen, vzletno ploščad. Hiša bo. A lahko zgradite natanko tako, prosim? Ampak večjo. Gospod Pujs bi rad hišo. Jo bomo naredili iz slame, palic. Ali opehe, gospod Pujs? Iz opeke, prosim. Pametno. Ne pozabite gugalnice. Brez skrbi, Pepa, ne bomo. Lahko pomagam? Tudi Jure bi rad pomagal. No prav, Jure. Lahko daš ta kupček malte semle? Videti je kot lepljivo blato. Malta je prav posebna vrsta blata, ki zlepi skupaj opehe. Pepa, bi ti položila prvo opeko? Ja, prosim. Bravo, nadaljeval bom. Opehe je treba položiti naravnost in vodoravno. Glej, prav vsako vrsto. To bo pa dolgo trajalo. Ja, Boste hišo končali danes? o ne, hiše ne moreš zgraditi v enem dnevu. Končana bo šele jutri. Prav. Nasvidenje jutri, gospod Pik. Adijo. Adijo. Jure je dal lepljivo blato na tla, jaz pa sem nanj položila opeko. Zelo zanimivo se sliši. Zdaj pa zaprita oči in zaspita.
Jutro je. Pepa in Jure že težko čakata, da vidita novo hišo. Končana je! Skoraj končana. Samo pregledati jo je treba. Gospod Zajec je gradbeni inšpektor. Zelo dobro. Čakajte, ni končana? Kaj? Pozabili ste gugalnico. O ne, nismo. Hvala, gospod Bik. Zdaj je pa nared, da se vanjo vselijo novi sosedje. Sosedje? Ja, Pepa, nove sosede imamo. Gospod Volk in njegova družina se selijo v svojo novo hišo. O, glejta, 3 prašički. Sjujo, jaz sem volčica Vida. Jaz sem pujsa Pepa. Hvala, da ste zgradili našo hišo, gospod Pujs. Iz česa pa je? Iz slame, palic? Zgrajena je iz opeke. Poglejmo, kako trdna je. Pihal bom in puhal in bom... res je trdna. Iz česa je narejena vaša hiša, gospod Pujs? Iz opeke? Naj vam ne pride na misel. O, gugalnica. Jaz sem se spomnila. Zelo dobra je, še ti poskusi. Me porineš? Ne, jaz bom raje pihala in puhala. Božična predstava gospoda Krompirčka. Božič je. Pepa in njeni prijatelji se peljejo v gledališče gledat božično predstavo gospoda Krompirčka. Prišli smo. Glejte, božična zelenjavna družina. Gospod Krompirček. Gospa Korenček, sladka brusnica. In ohrovtek. Izvolite vstopnice. Poiščite sedež, ki ima vašo številko. Tukaj je moj, številka 5. 6, 7, 8, 9, 10. Pohitite, otroci, predstava se bo začela. Gospa Gazela, na stranišče moram. Primož. Oprosti, hvala. Pohiti, Primož. Še nikoli prej nisem bila v gledališču. Vznemirljivo, kaj ne? Oprosti, hvala. Psst, otroci, zdaj pa vsi utihnite. Kaj je ta glasba? Predstava se je začela. Oprostite, prosim. To ni začetek predstave. Gospe Gazeli je zvonil telefon. Čigav telefon je to? Zdaj se je predstava res začela. Dobrodošli na božični predstavi gospoda Krompirčka, kjer se zelenjavna čarovnija nikoli ne konča. Živjo, otroci! Jaz sem gospod Krompirček, to je gospa Korenček, to je ljubka brusnica in tukaj je vsem najljubša božična zelenjava, ohrovtek! Kam je izginil ohrovtek? Ohrovtek, kje si? Izgubil se je. Nam ga pomagate najti, dekleta in fantje? Ja! Če ga vidite, dekleta in fantje, zaupite, tam je ohrovtek. Tam je ohrovtek! Tako je, ko ga zagledate, zakličite to. Tamle je! Za tabo je! Kje? Tam! Za tabo! Ne vidim ga. Ne znajo prav dobro pogledati, kaj ne? Tukaj si, nagajivi ohrovtek. Jaz sem čarobna Korenčkova vila. Glejte, otroci, leteti znam. Tista vrv jo je dvignila. Izpolnim vam eno željo. Kaj si zaželela? Želim si, da bi imeli božično drevo. Tvoja želja je moj ukaz. Zdaj lahko zapojemo božično pesem. Bi jo radi slišali, dekleta in fantje? Ja!
Ohrovtek je gor na smrečici, krompir, korenček in brusnica. To je res poseben božič, prijatelji, zelenjavo in čudežnimi sadeži. To je konec, nasvidenje otroci, vesel božič! Vesel božič voščimo! To je bilo pa kratko. Čakajte, še eno presenečenje. Ja, pozdravit vas je prišla zelo pomembna oseba. Uganete, kdo je to? Kraljica! To je Božiček! Živjo, otroci! Ste bili kaj pridni? Ja! Ste si vsi pridno umivali zobke? Ja! Ste pospravljali svoje sobe? Odlično! Ho, ho, ho! Vesel božič! Zdaj pa vsi zapojmo božično pesem. Ja! Mednarodni dan. Pepa in njeni prijatelji imajo igralno urico. Oblečeni so v kostume iz različnih dežel. Otroci, danes je mednarodni dan, ko praznujemo vse države tega sveta. Pepa je oblečena v Francijo. Jaz sem Francija. Jure je Rusija. Primož je Amerika. Zalka je Japonska. Konnichiwa. Olja je Nizozemska. Halo! Tako se po nizozemsko reče živja. Gospa Gazela, kaj pa države tega sveta delajo? Vse skupaj zapojejo pesem o slogi. Rada pojem. Jaz tudi. Se vsi spomnite besedila? Ja, gospa Gazela. Miris sloga zdaj, zavladaj ta. Miris sloga zdaj, zavladaj ta. Miris sloga zdaj, zavladaj ta. Miris sloga zdaj. Krasno! Kasneje bomo to zapeli vašim očkom in mamicam. Čas je za igro. Lepo se imejte in lepo se skupaj igrajte. Vse države se igrajo na igrišču. Združeno kraljestvo je na toboganu. Francija in Švica sta na gugalnicah. Nemčija se igra ristanc. 1, 2, 3. Amerika, Rusija, Španija in Grčija so v peskovniku. Naredil bom velik peščeni grad. Iha! Prišli sta Nizozemska in Japonska. Zdaj sva mi dve na vrsti za peskovnik. Zakaj? Ker ste se vi že igrali. Zdaj lahko greste na drsalnico. Mi se hočemo igrati tukaj. Ojoj, v peskovniku ni dovolj prostora za več kot 4 države. Kaj se dogaja? Mi dve sva na vrsti za peskovnik. Mi smo bili prvi tukaj. Ali Olja že spet komandira? Ampak Jure je začel. Pusti Jureta pri miru. On je še majhen. Halo. No, kaj pa pomeni ves ta trušč? Nej. Radi bi nas pregnali ven iz peskovnika. To ni res. Ja pa je. Jure je začel. Ne. Ojoj, države sveta se ne igrajo složno. Mir in sloga zdaj zavlada. Kaj je to? O, ne! Države se pričkajo. Ne morete se igrati v peskovniku. Ja, lahko. To je krivično. Ne. Nehajte se prepirati. Olja, ti vedno vsem ukazuješ, kaj naj delajo. Ne, to ni res. Ja. Otroci, kaj se dogaja? Amerika, Rusija, Španija in Grčija nočejo deliti peskovnika. Nizozemska pa komandira. Ti spet komandiraš. Zdaj je pa dovolj. Mislite, da se tako obnašajo države sveta, otroci? Se ne? Seveda ne. Oprostite, gospa Gazela.
Prišli so starši. Kako vam kaj gre mednarodni dan? Ni slabo. Odlično. Krasno. Zdaj vam bodo otroci zapeli pesem o slogi. Kako čudovito složni ste vsi skupaj. Pepa in njeni prijatelji radi skupaj složno zapojejo. Vse države sveta rade složno zapojejo skupaj. Puška, gospe Zajec. Pepa in Jure se igrata z ovčko Oljo in ponjem Primožem. Prišla sta zajklja Zinka in zajček Zvonko. Živjo, Zinka. Skrivnost imam. Kakšno pa? Moja mami ima v trebuščku buško. Ali je preveč pojedla? Ne, v njej je dojenček zajček. Mami Zajklja, je v tvojem trebuščku čisto zares zajček? Ja, bi mu rada prisluhnila? Ja, prosim. Ali slišiš tihcen utrip srca? Ja, slišim. Dela bum bum, bum bum. Premaknil se je. Ja, včasih dojenčki tudi brcajo. Kako mu boste rekli? Ne vem še. Bi se vi hoteli spomniti kakšno ime? Ja, prosim. Živjo, gospa Zajec. Bi skodelico kave? Kave ne smem piti. Sem pa precej lačna. Hočeš korenček? Korenček mi ne prija. Imate kaj krompirja? Ja, imamo. Mogoče bi krompir z želejem in sirom in jagodno marmelado, prosim. Krompir z želejem, sirom in jagodno marmelado. Kako nenavadna mešanica hrane. Spomniti se moramo ime za dojenčka. Ja, če bo dojenček punčka, ji bo ime Zdenka Zajec. Kaj pa mogoče Zufka Zajec? Zvezdana Zajec. Štefka Zajec. Mislim, da ne, Primož. Štefka Zajec zveni narobe. Všeč mi je Zoja. Zoja Zajec. To je odlično. Kaj pa, če bo dojenček fantek? Naprimer, Zmago Zajec. Zoran Zajec. Miha Zajec. Miha Zajec? Ne! Zlatko Zajec. Ja, Zlatko Zajec. Hvala za krompir z želejem, sirom in jagodno marmelado, mami Pujsa. Z veseljem. Spomnili smo se ime za dojenčka. Zoja, če bo punčka, in Zlatko, če bo fantek. To sta krasni imeni. Škoda, da dojenček ne more imeti obeh imen. Moj trebuh. To je zaradi čudne hrane, ki si jo jedla. Mislim, da ne, oči Zajec. Dojenček prihaja. Prav, v bolnišnico. Pri priči, brez panike. Adijo! Srečno. Si spakiral vse seznama? Vse imam. Blazine, dišeče sveče, glasbo za sproščanje in dovolj hrane za 3 dni. Kar mirno, kar mirno. Je kdo tukaj? Zajčka bomo dobili. Živjo, sestra. Kaj pa delaš tukaj? Dojenčka bom dobila, si pozabila. O ja, potem pa pridi noter. Lahko grem zraven? Najprej moraš parkirati avto. Ne skrbi, vedno zelo dolgo traja, preden dobiš dojenčka. Umaknite se s poti. Moja sestra bo rodila. Čajnik in veliko brisač? Tole bi moralo zadostovati za kar nekaj dni. Kam naj odložim te stvari? Nazaj v avto. Ne potrebujem jih več. Kaj? Očka, zamudil si vse zanimivo. Kaj res? Je fantek ali punčka? Oba. Dobila sva dvojčka. Wow. Naslednji dan je in gospa Zajec je spet doma. Živjo! Lahko vidimo dvojčka, prosim? Seveda, Pepa. Sta fantka ali punčki? Oba sta. Fantek in punčka. Ime ima je Zoja in Zlatko. Pa ste uporabili obe imeni.
Zoja zajec in Zlatko zajec. To sta najlepši imeni na svetu. In mi smo se ju spomnili. Nagajiva želva. Danes je krasen jesenski dan. Pepa in njeni prijatelji se igrajo z listjem. Glejte, to je želva živa. Živjo živa. Kaj pa ti delaš tukaj? Živa, živa. To je veterinarka Prašičkova. Živa je tukaj. Še sreča, našli ste jo. Nagajiva želva. Nazaj v škatlo, čas je za spanje. Saj še ni čas za spanje. Za želvo živo pa je. Želve vso zimo prespijo in se zbudijo šele spomladi. To se dobro sliši. Ti zelo rad spiš, kaj ne, Primož? Ja. Ojoj, živa? Živa je pobegnila. Glejte, na drevesu je. Živa, res ne razumem, zakaj rada plezaš na drevesa. Kako bomo pa zdaj rešili želvo živo? Posekajmo drevo. Ne, poklicala bom gasilce. Gasilci, prosim, želva na drevesu, že spet. Takoj pridemo. Umaknite se. Gasilni avto ima lestev za reševanje z dreves. Pridi, živa. Živa je splezala še višje na drevo. Pridi k meni, ti nagajivka. Gospa Krava pleza na drevo. Previdno, gospa Krava. Ojoj, obtičala sem. Krave ne znajo prav spretno plezati na drevesa. Čakaj, prišla bom k tebi. Pridi, živa. Obtičala sem. Slonice ne znajo prav spretno plezati na drevesa. No, ni nam uspelo, kaj ne? Kaj bomo pa zdaj naredili? Posekajmo drevo. Ne! Poklicala bom drugo reševalno službo. Halo, vlečna služba dedka psa. Halo, želva živa je na drevesu. Želva na drevesu, že spet. Takoj pridem. Le kako spravimo želvo z drevesa? Posekajmo drevo. Ja, dajmo, posekajmo drevo. Ne! No prav, potem bom splezal nanj. Hurra! Očitno sem obtičal. Psi ne plezajo prav spretno na drevesa. Lahko zdaj posekamo drevo? Ne. Poklicati moramo najvišjo reševalno službo v naši deželi. V redu, takoj pridem. Gospodična Zajec je priletela s helikopterjem. Pozdravljeni. Rešimo želvo živo. Kdo pa upravlja helikopter? Opla, trapica. Vključila bom avtopilota. Avtopilot vključen. Lep dan želim. Avtopiloti sami vozijo helikopterje. Imam te, ti nagajivka. Gospodična Zajec je rešila živo. Hurra! Hvala, gospodična Zajec, da ste rešili mojo živo. Malenkost, gospa. Hvala, da ste rešili tudi nas. Le svojo službo opravljam. Nasvidenje. Niste nečesa pozabili? Kaj? Moj helikopter. Pa si res nagajiva želva. Dobro, zdaj si zaspana. Nazaj v škatlo. Sladko spi, živa. Živa bo vso zimo prespala. Spet se bo zbudila spomladi. Sence. Danes je krasen sončen dan. Pepa, Jure in zajklja Zinka se igrajo med dvema ognjema. Ujemi, Pepa. Ujemi, Zinka. Jure je pujsek na sredini.
O, Jure skuša ujeti žogino senco. Trapasti Jure, to pa ni žoga, to je njena senca. Glej, Ko se žoga premakne, se premakne tudi njena senca. Tudi ti imaš senco, Jure. Jure skuša oditi stran od svoje sence. Ne moreš kar oditi od svoje sence. svoji senci moraš pobegniti. Pepa skuša pobegniti svoji senci. Oh, še je tukaj. Pozdravljeni. Živjo, Olja. Radi bi pobegnili svojim sencam. Nihče ne more pobegniti svoji senci. Oh! Pomagati si moraš s kirojem. Olja se poskuša s kirojem odpeljati stran od svoje sence. Vidite? Ampak tvoja senca je še tukaj. Pozdravljeni. Prišli so gospod Slon, Sonja in Stanko. Radi bi stekli stran od svojih senc. Ne moreš steči stran od svoje sence. Ja, vem. Ne moremo dovolj hitro teči. Ne, Olja, to nima nič s tem, kako hitro lahko tečeš. Vidite? Moja senca je še vedno pod mano. Teci hitreje. Tudi če tečem hitreje, mi senca še vedno sledi. Očka, tvoja senca je prevelika, zaradi nje si počasen. Ne, ni to, Sonja. Naše sence nas spremljajo povsod. Zakaj? Ko se nekaj postavi soncu na pot, naredi senco. Tako. Moja senca je največja, ker sem jaz največji. Midva z Juretom imava najmanjši senci, ker sva najmanjša. Pametno, Stanko. Jaz sem brihtna buča. O, čigava senca je to? To je največja senca na svetu. To je gotovo velikan. To ni velikan. To senco je naredil oblak. Kakšen oblak pa je to? To je velik oblak. Rečemo mu stratocumulus. Ja. Slonček Stanko je brihtna buča. Glejte, naše sence so vedno daljše. Ker je sonce vedno nižje na nebu. Kmalu bo večer. Moje sence ni več. Ja, Sonja. Ko sonce zaide, sence izginejo. Pepa, Jure, v posteljo. V redu, oči. Nasvidenje vsem. Adijo. Čas je za spanje. Malce sem žalostna, da ni več moje sence. Ne bodi žalostna. Tudi električna razsvetljava dela sence. Mi pa lahko naredimo senčne lutke. Mami Pujsa je s svojimi rokami naredila senčno lutko. To je ptička. Poslušaj, kako poje. Čiv, čiv, jaz sem drobna ptička. Še jaz. Pepa je naredila pajka. Ime mi je gospod Suholnogec. O, strašno. Jure je naredil senčno lutko. Kaj je pa to, Jure? Zavej. Jure je naredil dinozaura. To je pa res strašno. Odlično, Jure. Čas je, da ugasnemo luči. Lahko noč, Pepa. Lahko noč, Jure. Lahko noč, sence. Lahko noč, sence. Tekmovanje ljubljenčkov. Pepa in prijatelji so na igralni urici. Otroci, jutri bomo imeli tekmovanje ljubljenčkov. Pripeljite svoje ljubljenčke. Najboljši ljubljenček bo dobil nagrado. Prinesla bom svojo zlato ribico. Prinesel bom svojega paličnjaka. Jaz bom prinesel gekona. Jaz bom prinesla opico. To ni prava živalca. Lutka je. Ne, ni lutka. Opica je. Všeč si ji, Peter.
Zalka lahko prinese opico, če to želi. Domov, otroci. Jutri ne pozabite pripeljati svojih živali. Večer pred tekmovanjem ljubljenčkov je. Pepa in Olja pripravljata zlato ribico Zlatko. Ojej, Zlatka, jutri te čaka pomemben dan. Zloščila ti bom akvarij. Krasno. Primož se pogovarja s svojim paličnjakom. Paličnjak je žuželka, ki je videti kot palčka. Jutri boš šel z mano na igralno urico. Odločili bodo, kdo je najboljša domača žival. In to boš ti. Slonček Stanko se pogovarja s svojim gekonom. Glej me! Zdaj daj še ti. Zebra Zalka se pogovarja s svojo opico. Si kaj vznemirjena zaradi tekmovanja, opica? Ne pozabi, jutri moraš biti pridna, ne smeš biti nagajiva, opica. Danes je na vrsti tekmovanje domačih živali. Gospa Gazela, kdo bo odločil, katera žival je najboljša? Veterinarka Prašičkova. Pozdravljeni. Živjo! O, kako ljubke živalce imate. Zelo vesela ribica. Kako je ime? To je Zlatka. Srečali ste jo že. Njen akvarij se zelo osveti. Kaj pa Zlatka počne? Zelo rada plava in dela takole. Čudovito. In kdo je to? To je moj paličnjak. Kako mu je ime? Štefan. Kaj pa dela? Dela se, da je palčka. Neverjetno. Kakšna žival pa je to? To je gekon. Kako mu je pa ime? Hemidactylus frenatus. Slonček Stanko je brihtna buča. Aha, kaj pa počne? Tole. Naslednji? Opica. Ali mora viseti z glavo navzdol? Ja, zdaj le spi. Tako. No, ljubka je. Tudi jaz sem prinesla svojo živalco, želvo živo. Rada pleza na drevesa in... Kdo je zmagal? Ja, kdo bo dobil nagrado? Nagrado dobi... želva živa. Veterinarka Prašičkova je za nagrado izbrala svojo domačo živalco. To je krivično. To je vaša živalca. Ne, to je samo nagrada za najboljšo želvo. Nagrado za najboljšo ribo dobi ribica Zlatka. Ura! Nagrado za najboljšega gekona dobi gekon. Ura! Nagrado za živalco, ki je najbolj podobna palčki, dobi Štefan. Ura! Nagrado za najboljšo opico... Doktor Prašičkova, to ni prava opica. Samo igrača je. Nagrado za najboljšo igračo opico pa dobi opica. Ura! Ampak, doktor Prašičkova, katera je najboljša žival od vseh? To so vse. Vse so vesele, zdrave živalce. Krasne so.